Hvala. Ja, bom tega, zato da me dokumentirate. Ok, no, hvala. Zdaj, kar se ene stvari tiče, tisti bolj pameten je vedno problem, če ti rečejo, ti si pa tako pameten, pravzaprav ne veš, kaj bi rekel. Po drugi strani pa jaz mislim, da je dobro izhodišče to, da v resnici, ko govorimo recimo znanstveniki, recimo fizika, je tak tipičen primer, kaj vsaj sovražite od osnovne šole, če niste bili zaljubljeni vanjo. Je pa nekaj tako, kot talent za violino. Ne gre za to, da si, vsaj po mojem osebnem prepričanju, ne gre za to, da si bolj pameten, ampak da pač imaš smisel za nekaj. In to je v tem primeru fizika in to te privlači in motivira in nekaj iščeš in nekaj najdeš. Enako kot nekdo, ki ima pač talent ali za violino, ali za risanje, mislim, ali pa za karkoli drugega, ali pa za pisanje. Jaz ne bom nikoli naredil smiselne fotografije, ko smo dobili za ženo hčerko, sem pokazal fotografije pač prijateljem in en od njih je profesionalni fotograf in je rekel, so zelo različne, kjer si sliko ti, kjer je žena, sem rekel, ti je žena, je rekel, no, kar njej pusti slikati. Kar pomeni, da pač res imamo smisel za različne stvari. Tako da, ja, ok, vse je vedno fajn, če ne drugega se vedno lahko makneš, zato ti pa tega ne razumeš v znanosti, kar navsezadnje se kdaj dogaja tudi v umetnosti. Ampak osnovno izhodišče je, mislim, da gre bolj za navdih, za to, da te nekaj motivira, da nekaj misliš, da moraš razumeti, da ti nekaj ne da miru in da bi pač rad nekaj naredil s tem. Kar jaz mislim, da je res zelo podobno tudi nekemu fotografu, ki pač vidi nek motiv in bo splezel na vrh neke stolpence in visel z eno roko, zato da bo pod pravim kotom ob sončnem vzhodu, v totalnem mrazu, dobil tisto fotko, ki jo išče. In pri nas je nekaj podobnega. Zdaj, ok, jaz sem pripravil nekaj fotografij, mislim, nekaj teh raznih prosojnic, tako da vam malo pokažem, kaj delamo, pa kako ta naš proces približno zgleda, da si malo predstavljate, lik zaradi tega, ker je vaša slika med tem, da pač imamo nad glavo nek oblaček, pa tečejo enačbe, ali pa profesor Baltazar, ki hodi gor pa dol, pa razmišlja. Te zgodbe so seveda malce drugačne dan danes, vsaj tukaj, se pravi, za vsako stvar rabiš najprej neko idejo. In tukaj se zdaj to, če kažem, osnovnošolcem se že oni smejijo, ampak to je bila pač recimo prva ideja, kako sploh svet zgleda, kako te zadeve med sabo funkcionirajo, ker so imeli pač antični Grki, se pravi, da je pač vse skupaj izložen iz 4 elementov, ki potem med sabo interagirajo in to sploh ni bilo toliko neumen. V resnici je bila to ena taka zelo dobra, originalna ideja, s katero so bili poskušali razložiti vse, kar se okoli njih dogaja in razumeti, kaj se godi. So rekli, ok, če zmešamo pa zemljo pa vodo, pa dodamo malo ognja, dobimo pa človeka in tako dalje, ki rabi vse te elemente, da funkcionira. Ampak, ok, to je bil nekak kreativni začetek. Danes vemo malce več, se pravi, za vse tiste, ki ste pač zavili v druge vode, ki niso več toliko fizika in niste nikoli te zadev poslušali. Mi smo precej pripričani, da je vesolje nastalo pri velikem poku in potem seveda je naraščalo in se ohlajalo. Se pravi, temperature so bile tukaj, jih imate, pa čase recimo, so bile neskončno visoke. Danes smo prišli pa nad 3 stopinje nad absolutno ničlo, ker je približno temperatura našega vesolja, po 12-15 milijard let. In tukaj se pravi, na koncu nastalo naše vesolje. In s čemer se mi, recimo, kot fiziki delcev ukvarjamo, je, da poskušamo razumeti, si predstavljati, kaj se je zares tukaj dogaja s tem, da živimo na drugem bogalu. In to počnemo pač tako, da poskušamo ali z mislimi, se pravi z idejami, ali pa pač z eksperimenti poustvariti, kaj se pač je tukaj godilo pri velikem poku. Vedno gre stvar z roko v roki, to je ena stvar znanosti, da pač imaš idejo, nekaj hočeš ustvariti, nekaj si izmisliš in potem rečeš, da je to res slika realnosti. Tukaj lahko nehaš, pol je to ali science fiction ali dobra ideja, ampak če pa hočeš res reči, to je znanost, ok, potem moraš to nekako preveriti z eksperimentom, da rečeš, no, naše vesolje je pa tako. Velikokrat se zgodi, da si imel briljantno idejo, pa žal ne. Tako da imamo potem različne eksperimente, naprimer jaz delam v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev, to je CERN, v Ženevi znanstveno, in pač tukaj lahko kot eden od sodelavcev pač raziskujem te temeljne zakone in tako dalje, in kako to merimo in preverjamo in tako podobno. Zdaj, čist hitri slajd, ki ima pač eno tudi sociološko konotacijo,
To je velikanski projekt, ki ima tudi konkreten budžet znanstveni, tam pač milijardo evrov na let vam dajo. Vse evropske in svetovne države, pravzaprav, tudi Amerika in Indija in tako dalje so zraven. In mi smo tukaj, med temi 12,000 znanstveniki je približno 10 Slovencev. In, po eni strani je to dobro, da pač smo lahko zraven pri tako velikih projektih, majhni kot smo, in lahko zraven sodelujemo in brusimo ideje z vsemi ostalimi in tako dalje, kar je skratka super. Ampak nekako se ljudi ne zavedajo, kaj je v ozadju, kako neverjeten projekt je nekaj takega. Ker znanstveniki, tako kot ostali kreativci, so vsi individualisti. In vsak ima svoje ideje, svoje prepričanje, kaj je prav in tako dalje, in zdaj spravite 12,000 teh skupaj. In rečete, zdaj pa nekaj naredite. Vse skupaj zelo hecno funkcionira. V principu to deluje na podlagi praktično izjemno rigidne strukture, v tem smislu, da si sami izberemo vodjo, ti recimo neke skupine, ampak potem imamo absolutno oblast, če ne se ne bomo nič zmenili. Če kaj znamo, se znamo krivati in debatirati in tako dalje in deliti mnenja in potem, da tole dejansko funkcionira in dobro funkcionira, je precejšen čudež že tako sam po sebi. Ob tem, da seveda pač znanstveniki smo polni, da imajo to probalno poskušali in tako dalje, ampak za tak denar, za tako resen projekt, seveda pričakujejo države, da se pa to vodi kot resen biznis, kot resna firma. In tukaj je problem, ki ga imate tudi vi vedno, se pravi, kako izgleda budžet, kako morate stvari poročati, kakšne morate definirati svoje cilje, ki bodo doseženi v naslednjem letu. Zdaj, reči, v naslednjem letu bom pa to odkril, je približno tako, kot da rečete naslednjem letu pa naredil 15 fotografij, ki so vredne ne vem kakšne nagrade. Kdo ve? Lahko sem ugibaš, lahko se trudiš, da boš, in tako dalje. In tukaj to je naporno. To je res pač nekaj, kar je proces, kjer se srečajo, če hočete, kreativnost pa znanstveniki z rigidno strukturo tega, da pač je treba ta denar upravičiti, razložiti ostalim, kaj ste z njim počeli, kaj boste z njim počeli in tako dalje. Seveda in več denarja, kaj je hujše. In zaradi tega je to, kot rečeno, ne samo za stališče znanosti, ampak tudi stališče vsega ostalega neverjetno, da sploh funkcionira. Ampak funkcionira. Zdaj, če pogledate recimo po svetu, koliko nas je razporejenih, pač največjih iz Evrope, ampak največ so od Južne Amerike do Avstralije. Ljudje sodelujejo pri temule, slikce države in tako dalje. Kaj sploh je, kaj počnemo v CERN-u? Se pravi, tukaj imamo en pospeševalnik, Large Hadron Collider, veliki hadronski trkalnik, ki je v resnici velik obroč, ki je pod tlemi v Ženevi zraven, če hočete jezera, tam imate letališče, da imate malo občutka za velikost. In potem vse skupaj je nekih 100 metrov pod zemljo, približno obseg 27 km. In v tem pospeševalniku potem pospešujemo delce, tipično protone, pa svinc, in jih trkamo skupaj. Zakaj to počnemo? To je, če hočete, 2000 let kasneje od tega, ko so prvič začeli Grki beležiti, kako je, če dva kamna skupaj udariš. Tam so gleda iskre, zdaj pa točemo skupaj svoje delce za veliko energijo, pa gledamo, kaj se zgodi. Ampak kaj je ideja? Ideja je, da pač ustvarimo večjo energijo, če hočete večjo temperaturo in potem pridemo vedno bližje začetku in stvarjenju vesolja. In se pravi poskušamo ugotoviti, kaj se je recimo tam dogajalo. To je v resnici to. In pa imamo en kup enih velikanskih detektorjev, eksperimentov in tako dalje, ki se tam dogajajo. Jaz pač delam na tistem zgoraj desno, se pravi na eksperimentu Atlas. Zdaj, seveda, tipično lahko govorimo, tako izgleda tak tunel, enkrat na leto je celo tek po tunelu, ki je ugasnen. Zdaj, lahko govorimo o zelo velikih številkah, se pravi, hladnejše od vesolja, to je super prevodno, imamo blazne številke, kar se tiče, protonov, trkov, temperatura, če hočete, je zelo visoka. Ampak zaradi tega, ker pač večini ljudi take številke ali pa take številke ne pomenijo kaj preveč, smo se potem usedli pa poskušali razložiti, kakšna je zdaj energija, s čemu to lahko primerjamo. In potem imate tukaj od spodaj primere, da recimo energija, ki jo stlačimo v tak detektor, je nekaj takega kot ena majhna ladja, ki se giblje 30 km na uro, 80 kg TNT-ja, moja najljubša 16 kg čokolade.
Ali pa, če hočete, s temle lahko dvignete temperaturo 1 kubičnega metra vode na 85 stopinj, kar je morda idealna temperatura za kuhanje čaja, se pravi, za tono čaja imate približno energije shranjen tukaj noter. Se pravi, velik, razen v smislu čokolade, ampak to je pač največji projekt, ki ga zdaj imamo in tak detektorji izgledajo tako. Se pravi, tukaj imate 2 človečka, da si malo predstavljate. In tole je dolgo 44 metrov, visoko 25 metrov. In zato, da smo to skupaj spravili, je bilo potrebno še raznih idej in vsega tega. In kar je tukaj treba poudariti, da tukaj na tem eksperimentu dela približno 3000 fizikov, pa še 2000 raznih drugih inženirjev in podobno. In kar je naš izziv tukaj, je podoben, kot si vsak umetnik želi, in to je, da je njegovo delo originalno. Ja? Tukaj je to tudi naš problem, ker vse, kar je tukaj, je seveda v principu prototip. One-off. Se pravi, ničesar ne moramo naročiti pa reči, zdaj pa to lahko dobimo z police v neki tovarni. Seveda, na neki stopni se to konča, nismo izumili žic na novo. Ampak po drugi strani imamo pa vse elemente, ki so prilagojeni našim zadevam, ki morajo ustrezati temu, kar mi rabimo. Moramo razumeti, kaj se bo dogajalo in tako dalje. In tukaj vedno se zanašamo na en kup enih idej, ko smo te stvari gradili, in to seveda vedno znova nadgrajujemo, popravljamo in tako dalje. To je lepa vizija, zdaj smo to zgradili in potem pritisneš gumb in čakaš. V resnici se 5000 ljudi skozi trud, da to ne razpade z duct tapom, z šlaufanjem, z najrazličnejšimi, najbolj norimi idejami. Ker seveda, reči, ne bo problemov pri prototipu ali pa vsaka ideja takoj delam. Ne, zgodilo se nam je že vse živo od tega, da nam plini puščajo, pa je potem to treba dejansko z duct tapom reševati, do tega, da pač zmanjkali določenih šraufov, pa potem v zadnjem trenutku to iščeš. In tako dalje, in tako dalje. Skratka, te zgodbe je še pa še, in ki so seveda večinoma anekdotični, ampak od zadnje je pa pač skupna resna želja in motivacija ljudi, da nekaj novega najdejo. In pač tukaj je trud resen in tudi delo. In zdaj, kot rečeno, za PR vam lahko pokažemo tudi slikco, kako to zgleda. Se pravi, stvar se pospešuje po stopnjah v pospeševalniku. Malo šteka, ampak bomo že. In začnemo nekje, v enem majhnem, gremo na večjega, gremo na še večjega in potem na koncu ta veliki hadronski trkalnik. In potem smo naredili tudi nekako animacijo, kako vse skupaj poteka v taki cevi, če bo tole seveda delal. Zanimivo je, da na mojem normalno laufa, na temle screenoma pa zamudam. Anyway, se pravi, takole zgleda delc, ki bo trčil soseda v tele cevi in potem bo prišel do detektorja, ki je shranjen tukaj pod zemljo in potem bo vsa stvar trčila in sprožila neko reakcijo. In to je sicer simuliran dogodek, ampak, se pravi, računalniško generiran, ampak čisto enake slike ustvarjamo tudi z pravimi trki. To je pač izziv detektorja. In zato sem se prej začel smejati, ker pač Grega rekel, da pač vi posnamete neko fotko in je to. Mi pa kaj drugega, mi tudi na koncu naredimo slike. Ker iz tega nekaj razumemo. Se pravi, bodi si take, ki si lahko nekaj predstavljamo, mislim, tisto, da bi nekdo videl, da tečejo po zaslonu ničle pa enke od tega, res tudi fizik nima nič. In to je umetnost, da si znaš nekaj vizualno predstavljati. Da nekdo nekaj tazga uspe narediti en program, ali pa sliko, ali pa metodo, kako nekomu nekaj predstavljati. Je nekaj izjemno komplicirano in izjemno cenjenega. Ker vizualno nekomu nekaj predstavljati, to sem našel, je nekaj, kar ni enostavno. Ni zadosti, da rečeš, zdaj pogled tih 25 številka, pa pogled ta graf, ampak je bistveno bolj pomembno, da rečeš, če pogledaš to sliko, sta tukaj 2 delca, ki sta očitno, ko sta puknila v določen del detektorja, naredila plazmo reakcijo, kar pomeni, da sta imela ful energije in zdaj, če bi to primerjal z nečim drugim, je to nekaj novega. In to je to, kar iščemo. In kot rečeno, te umetnosti imamo še pa še. In kar poznamo dan danes, se da v principu spraviti na eno šalico. Se pravi, tole osnovno, če hočete, zakonitost kvantne mehanike. In temu se reče tako en standardni model, ki razloži vse kvantno sliko razen gravitacije. Kvantna gravitacija je nekaj, kar je
še iščemo. Ampak, ok, se pravi, enačbe izgledajo tako, tukaj stvar postane komplicirana ali pa če hočete zoprna, in to je tudi, kar se meni tiče napačen pristop, pa neko učenje fizike, ko ste vi srečali, ker vam prehitro pokažejo enačbe. Saj ta glavna umetnost v fiziki si je nekaj predstavljati, kako nekaj gre skupaj, kako iz nečesa sledi nekaj drugega. Enačbe so jezik, tako kot pač rabite danes angleščino, da razumete internet, tako rabite matematiko, zato da se znate natančno izražati. Ampak matematika ni nič drugega kot jezik, kot orodje. Photoshop za fotografa. Samo pač, to je nekaj, kar je pa nekompliciran, kar rabite vajo in čas in tako dalje. Ok, kot za Photoshop. In potem, recimo, seveda, dobite pa malce širši zapis, ker morate potem pa zares te zadeve računati in pa morate pa to razumeti in to so pa leta dela. Ampak, ok, pač, sej, to je naše orodje, mi s tem operiramo, znamo nekaj ugant, nekaj znamo tudi zračunati in to potem primerjamo recimo z meritvami in recimo tukaj imate primer, spet take neke prezentacije tega, ker se je nekdo spomnil, kako lahko primerjamo različne primere raznih reakcij, tukaj imate božji delec, ki označimo recimo s H, v barvah so meritve, pikce so pa napovedi, se pravi, a se ujema to, kar smo mislili, da obstaja s tem, kar mi zares vidimo, ja, še kar dober, za vse stalno pa statistiko. Ok, zdaj pa, kako pravzaprav stvar izgleda, tako schematsko, kot nek kreativni proces, kaj počnemo. Se pravi, na eni strani imamo detektor, s katerega zberemo določene dogodke, se pravi trke, temu se reče trigger, in zanima nas vse, zanimajo nas določene zadeve in potem moramo tiste podatke seveda obdelati do nečesa, kar mi razumemo. Se pravi, to so tipično vektori pa slikce, dobesedno. In te potem popravljamo, tako kot vi s Photoshopom, tudi mi popravljamo naše rezultate s tem, da vemo, da leča je nepopolna, naš detektor tudi. In to moramo popraviti. Zdaj, žal, ali pa na srečo nimamo komercialnih izdelkov, pač moramo to sami narediti, ampak v resnici je to ta postopek. In potem pridemo do tega, da mi dobimo neko sliko. Zdaj, večinoma lahko ljudje rečejo, to je mačka ali pa to ni mačka, če imate sliko pač nekih vsakdanjih predmetov, pri nas dobimo pa sliko nečesa, iz enega dela, če hočete našega vesolja, ki ga ne razumemo. Se pravi, to moramo primerjati z nečem drugim. In to primerjamo na ta način, da naredimo pa računalniško simulacijo tega, kar mislimo, da se dogaja. In potem dobimo sliko, eno, ki smo jo posneli, pa ta drugo iz tega, da smo začeli z nečim, kar poznamo in potem dobili simuliran proces in potem primerjamo, ali je to enako ali ni. Če je enako, če da na koncu enako sliko, potem smo nekaj odkrili, če ne pa ne, pa probamo znova. In to pač počnemo potem na najrazličnejše načine, primerjamo, se pravi, temu se reče analiza podatkov, iščemo nove stvari, se pravi, vse, kar že poznamo, temu grdo rečemo ozadje, čeprav so to pač procesi, ki jih tako razumemo, in potem iščemo neke špice in signale in tako dalje. In tukaj seveda pride pa do izraza tista kreativnost in kompulzivna motnja fizikov, da pravzaprav uspemo iz tiste gore podatkov izbrskati nekaj novega. In tukaj pa dejansko pride poštev to, da se tega po mojem nikoli ne moreš naučiti. Lahko dobiš izkušenj, ampak eni so recimo resni talenti, imam sodelavce, ki pogleda pač neko sliko, neko tako distribucijo in reče, to je prav ali pa to ni prav, ali pa kaj je tistem zgoraj, ker recimo meni na kraj pameti ne pade. In je to pač talent, in potem nekdo reče, kaj pa če bi naredili to, ali pa če bi naredili tisto. Mi se tudi zraven zares zanašamo in tudi tiste naše veličastne napovedi za birokracijo, rečemo, da bomo dovolj dobrih mladih, ki bodo dobili nove ideje, da bodo te zadeve popravili. Recimo, zdaj tega ne moramo narediti, ker vsa orodja, ki jih imamo, ki jih pač sami programiramo, so preslaba, ampak v naslednjih 5 letih se pa zanašamo na to, da bo prišlo dovolj pametnih ljudi, da bodo imeli dovolj časa, da bodo dobili tisti preblisk, pač to se da izboljšati, to se da narediti, to se da še malo drugače narediti in potem prišli do tega in to res dela. Dan današnji vedno imamo boljše rezultate, kot smo mislili recimo 10 ali pa 20 let nazaj, da jih bomo imeli. Kar je
tisto, kar je v bistvu presenetljivo. No in potem čisto za konec ponavadi spet narišemo slike in jih objavimo, skupaj z veznim tekstom, temu se reče potem znanstveni članek. Malo karikiram. Se pravi, še enkrat, kar mi delamo tukaj, je, da primerjamo podatke z simulacijo in zato, da stvar funkcionira, rabimo nekih, kot rečeno, morajo vsi znanstveniki sodelovati tukaj, in to ne na dnevni bazi, v smislu tega, prišel sem v službo, pa malo sem odpisal 5 mailov, pa popravil to, pa tistih 5 številk zamenjal, ampak vsak dan je nek nov problem. Kar je super, dolg čas vam ni, nadur nam nikoli ni noben plačal, delovnik je zelo pester, ampak je pa izziv, je pa nekaj, kar te motivira, kompulzivna motnja je zaželjena, da pač ne odnehaš. In potem se pač vse skupaj danes dogaja na velikanski skali. Se pravi, tukaj govorimo o računalniških farmah, super računalnikih, da danes strojnem učenju vam nekaj pokazal, in tako dalje, zato da pač uspemo obdelati te neverjetne količine petabajte in petabajte podatkov. Zdaj, da si mogoče malo predstavljate, recimo vam pokazal, kako izgledajo slikce, tokrat animirana, ki smo jo dejansko gledali, ko smo iskali ta božji delec oziroma Higgsov bozon. Se pravi, kaj delamo? Primerjamo še enkrat podatke, ki jih zmerimo z simulacijo, se pravi, to je nekaj, kar predvidimo, da je tam in gledamo, kje stvari odstopajo. In tukaj so naredili tako simulacijo, ali pa če hočete grafiko časovnega poteka, če bom uspel to štartati. Še enkrat, če ne, pa ne. Recimo, kjer so tukaj našli iz podatkov, se pravi, križci so podatki, so videli, da imamo tukaj odstopanje. In potem so, se pravi, takole, gre od začetka simulacije. Zdaj imamo vedno več in več podatkov in potem imamo vedno boljšo in boljšo sliko. To je vse, kar je v barvah, je simulacija, se pravi, tu mislimo, da poznamo. Seveda, to smo pripričani do neke mere. In potem seveda vidite, da tukaj, ko smo dobili dosti podatkov, dobimo eno resno neujemanje. In to je potem tisti talent, že, da si je nekdo zmislil, ta graf tako predstaviti podatke, je nekaj, kar je bilo pač seveda novega. In potem, da lahko obdelamo to in pogledamo, kaj se dogaja in da se to ujema z nekim novim, recimo Higgsom, ki bi izgledal tukaj, takole, je potem to, čemu pravimo odkritje. Se pravi, to iščemo. Seveda imamo poleg tega, da gledamo nekaj nauč statistična orodja. Se pravi, nisem, da pač pogledamo sliko pa rečemo ampak obstaja seveda razne metode, kako določimo verjetnost, da se je nekaj zgodil, pa da je to Higgsov bozon in tako dalje. To je vse dobro definiran, ampak tako spet anekdotično, kar je potem eden od naših kolegov, ki je izjemno dober tudi za statistiko, Alan Gross, kolega iz Izraela, odkril, je, da morate pri vseh teh znanstvenih metodah upoštevati tudi nekaj, čemur se reče look elsewhere efekt. Kot zanimivost ugotovljuje, da smo fiziki, da delamo narobe, da se izkaže, seveda, mi vedno iščemo nekaj, kar nas zmoti in da to vpliva na naše rezultate. Se pravi, da smo sposobni najti tudi v popolnoma običajni slami nekaj novega, in da moramo to posebej statistično upoštevati in tako dalje. Se pravi, da nam oko nekam potegne. In to je potem napisal nekaj zelo kompliciranih formul, kako se to upošteva, ampak moramo celo take stvari paziti. Zakaj? Tako za ilustracijo, tole je Higgs in tukaj smo se ga tudi približno želeli imeti, ampak tudi tukaj imamo eno odstopanje. Zakaj pa to ignoriramo? Vse tukaj je tudi špica, sem tam nam ni všeč, tukaj nam je bolj. Tako, se pravi, zadeve niso toliko enostavne in tukaj je treba biti zelo previden. Zdaj, kaj je zadnje čase velik hit, je strojno učenje, tudi pri nas. In zdaj, tukaj je potem nekaj debate, zdaj je to grožnja ali nam je samo pomoč ali karkoli. Zdaj, to je, kar se nas tiče, brez dvoma pomoč, to je zelo napredno orodje. Mislim, tudi recimo na fakulteti, jih malo učimo čisto za ilustracijo, kako te nevronske mreže izgledajo. Ideja je tukaj, da pač se da to z neki formulami pokazati in napisati. Ni neke magije, da bi rekli, po nesreč smo spravili čipe skupaj in zdaj počnejo kdo vi kaj in tako dalje. Matematično gledano, to so razmerno simpel. Se pravi, v osnovi ni s tem nič narobe, ali pa da bilo kaj tako čudnega, ali pa nerazumljenega. Samo, pač ta orodje treba znati prav uporabljati. Zdaj,
za primerjavo, mi uporabljamo pač te metode za prepoznavanje teh raznih špic, zato da nam popravljajo, če hočete, sliko in podobno. Tako kot zelo podobno, kot recimo je zdaj ta pri teh zadnjih Googlovih telefonih, blazen hit, da imajo pač sorazmerno zanič fotoaparat, ampak imajo pa od zadnji blazen software, Google je pionir v strojnem učenju in potem dobivajo ti neverjetne nočne posnetke, ki jih prečisti. Zdaj, a je to dobro ali slabo, a je to samo orodje ali je to preveč, je stvar, ki jo bolj vi razumete, to bolj mene zanima, kaj si vi o takih zadevah mislite. Ne bom sodil, ampak do neke mere je to za nas nekaj podobnega. Se pravi, tale strojno učenje, če ga prav uporabite, se pravi, da se ga naučite pravilno uporabljati, nam omogoča isto, da v nečem, kar je bil nekoč totalna tema, uspemo videti več zanimivosti, kot smo jih kadarkoli prej predvidevali. Zanimivo, da na enem prvih računalnikov je bil nad njimi napis Jiggle in še vedno velja za vse računalnike in tudi vse ostale miselne procese, večinoma. Da namreč garbage in garbage out, če začneš z nečem, kar je res slabo ali pa narobe, tudi končen rezultat ne bo fantastičen. Zdaj, tukaj je problem, kvečemo, tale, kar se meni tiče, ta finančna politična perspektiva, ki delimo z umetniki. Namreč, ne bi bilo toliko enostaven, če bi lahko to, kakršenkoli kreativni proces pa zamenjali z nekim neural networkom. Se pravi, namesto da tam zaposlujemo 3000 znanstvenikov, bi raj nakupili en velik računalnik, ga vžgali strojno učenje in bom pametnejši od vse teh hordec, naj bo, tečni ne bojo in tako dalje. Tako kot rečeš, zakaj bi rabil nekega fotografa, da posname eno fotko za nek dogodek, ne moreš pač poklicati, pritisniti gumba, poklicati drona in bo že on z strojnim učenjem od zadaj naredil nekaj najboljšega sploh. In se ne boš ne pregovarjal, ne nič. Tako da, seveda, tukaj je znanstveniki in umetniki in tako dalje smo vedno podvrženi temu, da pač je kviz vprašanje, a bi to lahko dobili cnej, ali pa je to res treba. Se ne bi to nekako zoptimizirali in pač vedno moramo to upravičevati. Tako in drugače. Mi imamo vsaj to prednost, da lahko rečemo, če uspemo ljudi prepričati, da to je dobro za človeštvo in potem pridemo na to, da se na koncu sklicujemo na obstoj elektrike, ki je navsezadnje tudi nastoji iz vseh teh raziskav, pa interneta, ki je by the way splet, to, kar vi poznate kot internet, je nastal v CERN-u konkretno za potrebe LHC-a, takrat, ko se je LHC začel, zato, ker smo začeli sodelovati po celem svetu, ne samo znotraj Evrope. To pač temelji v resnici na ameriškem vojaškem protokolu in potem so na to naredili spletni brskalnik. Ta prva slika, ki je bila na spletu, je bila od enega pevskega kluba ali pa benda enih administratork v CERN-u. Les Horribles Cernet, imamo celo glasbeni festival vsako leto. In tako dalje. Se pravi, tukaj se mi lahko upravičujemo, da pač to, kar mi počnemo, je bolj za življenje, vam umetnikom ostane argument, da vi naredite življenje vredno živeti. Brez umetnosti in brez lepih stvari okoli sebe. Jaz spet, pol verjetno si želiš biti nevronska mreža. Se pravi, tukaj je ta avtomatizacija je nekaj, kar je zanimiv, kar je uporabno, nekaj novega, predvsem s temi računalniki, ampak na koncu bo to še vedno eno novo orodje, nam pa včasih malo grni življenje, če to ljudje hočejo napačno razumeti. Zdaj, tukaj, če bo uspel teči, sem za hec pokazal, mislim, sem snel en video, pač, ki ga je YouTube, ki ga je Nvidia kot firma predstavila lani. In isto idejo, kot je tukaj predstavljena, poskušamo tudi mi na LHC uporabljati. Se pravi, to so generirani obrazi. To niso obrazi pravih ljudi, to so obrazi, ki jih je generirala nevronska mreža. Se pravi, če hočete umetna inteligenca. Kako so to naredili? Kot vidite, zgledajo čisto realni obrazi. Zdaj, to je tak primer za fotografe, če hočete, ali umetnike, kaj se da z vizualno umetnostjo početi.
Se pravi, tukaj imate popolnoma novo orodje, ki ga lahko naredite tako, da vzamete pač eno vrsto nevronske mreže tukaj in mu rečete, in mu pokažete recimo tukaj 30,000 fotografij umetnikov, nekih pač znanih osebnosti in ga učite in rečete, naredi mi nekaj podobnega, hočem sliko tako lepe osebe. In tukaj zdaj vidite, da po urah in urah, seveda na velikanski farmi, ko ste recimo 8 milijonkrat stroju pokazali nek obraz, se on uči narediti nek nov obraz, ki bo temu podoben. In zdaj vidite celo, da če si izberete en obraz, glede na to, da ste mu pokazali moškega ali žensko, lahko taka slika celo spol spreminja, pa lase in tako dalje. In potem se je ta nevronska mreža naučila delati nove obraze in stvar potem izgleda takole. Se pravi, to je funkcija, ki se jo izmislil. Če mu rečete številko med nič in milijon, boste dobili enega od teh obrazov in to se lahko priliva med sabo. Zdaj, se pravi, to vam daje novo možnost, za to, da si nekaj predstavljate. Kar se mene tiče, lahko je to spet zanimivo orodje za kakšno novo obliko umetnosti. Zakaj ne? Ampak spet je samo orodje. Mi bi radi seveda z isto logiko, ne delali pač seveda obrazov nekaj znanih ljudi ali kaj podobnega, ampak te naše slike dogodkov. Bi radi se pravi uporabili tole za postopek, kako najlažje zgenerirati neko prepričljivo sliko. Vidite, ni popolnoma popolno, še vedno se moti, ampak v veliki večini primerov pa naredi nekaj smiselnega. Spet, za ilustracijo, se mi te zadeve že znamo narediti. Recimo za naše, kot sem rekel prej, simulacije že imamo. Samo tole je pač primerjava s tem, da pač tukaj vam res generira računalnik neko zelo prepričljivo fotografijo, druga opcija pa pač, da izrežete usta, pa oči, pa vse skupaj zlepite. Zdaj, v nek nov obraz. Sej tudi to gre, ampak to je pač boljše, to je boljše orodje. Da, pa je tukaj hec, da pravzaprav lahko sparte skupaj od avtobuse pa mačke, pa poskušate kakšno sliko pač iz tega narediti in pa dobite seveda zelo presenetljive rezultate, včasih imate tako potem malo za hec. Če koga to zanima, je video na YouTube-u, se pravi nič kaj posebno. Dobro, če koga zanima, kaj mi počnemo in tako dalje, vse skupaj na spletu razloženo, narisano in tako dalje, ampak to je naša grafična umetnost, to je naša predstavitev rezultatov v najbolj užitnih barvah možnih, da se razumemo, šli smo in vprašali profesionalce, katere kombinacije barv so najboljše za oči, da najhitreje razpozna določene barvne kombinacije, da so najboljše v tisku, recimo na projekcijskih platnih, v črno-beli in tako dalje. To se izkaže, da ni preprost odgovor, ker so nam prav kazali. Smo si napisali pravilnik, kjer je barve moraš uporabljati before and after. In razlike so blazne. In to je recimo tisto, ko se mi naučimo dodane vrednosti ene umetnosti direkt. Seveda, a vzameš recimo barve, rumeno, modro in rdečo, v tem vrstnem redu, v drugem vrstnem redu, ali bi vzel svetlo zeleno, pa temno zeleno, pa zlato, ki krasno zgleda in se preliva, ampak koliko ljudje uspejo detajlov iz tega prebrati. To je nekaj, kar je zelo neenostavno. In to ni znanost, to je pa res tisto razumevanje grafičnih predstavitev in grafične podobe. In tukaj se mi tega učimo in tega je zelo veliko. Ne boste verjeli. To, da znate tak graf dobro narisati, da seveda, še vedno je gor znanstvena informacija, ampak zato, da nekoga prepričate, da je stvar jasna, je ogromno dela. In če hočete kreativnosti. Zdaj, mogoče še zraven, se pravi, našli smo tiste bočje delce pa tako dalje, s čim se pravzaprav ukvarjamo. In zdaj, da se razumemo, ko smo mi smo misleni, kot so misleni že večkrat, tudi v 18. stoletju, pa mislim, da pa že antičnega, ki bo v srednjem veku, da že vse vejo, smo tudi mi mislili, da smo že blizu konca. In potem se je izkazali, da so začeli v kozmologiji meriti, kako se vesolje širi, kako se galaksije gibljajo, dobili smo nove teleskope, tudi tam je bilo ogromno različnih ljudi. In potem se je izkazali, da vse, o čemer smo mi do zdaj namodrovali tukaj, od vse snovi in energije, ki je v našem vesolju, mi zdaj razumemo 4%. Okoli nas je še 23% nečesa, kar se nekdo spomni, pa rekel, temna snov in o tem ugibamo, kaj bi bila in potem imamo še nekaj, kar je nek drug kreativc pač poimenoval tak, energy in sploh ne vemo, kaj je. Vemo samo, da nekaj je še v prostoru, kar ne vidimo, kar ne paše v naš periodni sistem, na kar ne dela elektrika
ampak se naše vesolje širi, kot je bilo pač polno tega. In to pomeni, da počnemo vse živo. Se pravi, iščemo najrazličnejše signale v detektorju in potem imamo teorij, seveda na drugi strani, ko so pač ljudje dobili ideje, kaj se da in kaj se ne da, še pa še, od supersimetrije do tega, da ima naše vesolje več dodatnih dimenzij, pač živimo v štirih, tja, pa čas. Zakaj jih ne bi imeli pa še več, sem da pač jih mi ne vidimo in tako dalje, in tega je še pa še. In tukaj je pa zdaj stvar seveda tega, da tukaj res rabiš kreativen proces, ti imaš kup enih podatkov in namero si vse živo in kot ste videli se ujema. Ampak to ni to. Kaj je lahko zmerno? Kaj bi še poskušali, kako bi to naredili, je en kup enih, potem dobesedno, čim bolj norih idej, ki so z lahkoto odgovor na to, kaj se še dogaja v našem vesolju in kako vsa stvar poteka. In zdaj, zakaj smo omenjali črne luknje že v naslovu? Po eni strani je pač motivacija ta, da smo seveda že pred kratkim dobili prvi neposredni posnetek črne luknje, ki je v resnici prikazana kot temna lisa v sredi snega, čisto svetlega, se pravi, to je črna luknja v sredi sosednje galaksije. Zdaj, črne luknje res obstajajo. To ni tako nek science fiction, to teorija je stara več kot 100 let. No, skoraj. 100 let in gre enostavno za to, da se ni nič konceptualno spet ni naš grozna matematika je oživna. Če si predstavljate, zakaj obstajamo tako na našem makroskopskem svetu, zakaj ne padete skozi stol. Dol vas vleče sila teže, gravitacija, kaj vas pari na drugo smer, električni odboj med elektroni v stolu pa v vaši zadnjici. Vse ostalo je matematika. Zaradi tega pač ne greste skozi stol. Zdaj pa, kaj če bi se na vas usedel še en slon, potem bi pač stol zlomili. Zdaj pa misel navaja, kaj če bi vzeli dovolj slonov, pa jih postavili skupaj, pa jih začeli stiskati. Recimo še, ali pa pač jih sem pustil, da se pač sami sesedajo in po drugim, je na neki stopni bi se izkaže ta odpor popustil. Se pravi, to udaril električni bil prešibak za vso to gravitacijo in kar se pol zgodi, je, da bi vse slone začeli stiskati, tako kot bi vi zmečkali stol, kje se stvar neha. Zdaj, teorija pravi, nikoli, kot pač v naravi imamo 4 sile, mogoče več, v osnovi te poznamo, se pravi, stvar se ne bo nikoli nehala, kar mi na koncu bojo sloni končali v eni točkici. To je črna luknja. Kot rečeno, vse ostalo je neužitna matematika, ampak to je koncept črne luknje. Zdaj, tista grozna matematika potem pokaže take hecne pojave kot to, da imate nek čemu se reče horizont dogodkov, se pravi, če se boste te točki približali na eno razdaljo, ki je bolj kot toliko kilometrov, potem boste šli po poti tega slona. Se pravi, boste tudi vi končali v tej točki. Če ne, boste pa lahko pač nekako pobegnili. In zato se temu reče črna luknja. In v naših galaksijah, v sredini galaksije je bilo pač dosti slonov, ampak pač atomov, pa planeti, pa tako dalje, da so se slejko prej skolapsirali take velike objekte, ki požirajo vse. In zdaj, seveda, če rečete, imamo črne luknjo, je lepa stran te slike tudi to, da ne slikam zelo daleč. Seveda, ker je pač to nekaj, kar si ne želite, recimo nekje v lastnem laboratoriju. Ali pač, namreč eno od bolj norih idej, ampak popolnoma legitimna je ta, da lahko pod določenimi pogoji, tukaj imate enačbo, če kdo hoče razložiti, ampak ni bistvene, pač samo obstaja nek račun, ki pravi, da jih lahko naredimo tudi v laboratoriju. In sicer, da pač lahko tak proces tudi zmerimo, da bo na LHC-ju lahko naredimo, če spravimo skupaj dovolj energije, na dovolj majhno razdaljo, lahko naredimo črno luknjo in potem seveda lahko to tudi zmerimo. Zdaj, teorije pravijo, da seveda taka mičkena črna luknja ni stabilna, to je kvantna mehanka, ampak bo razpadla in bomo potem to lahko spet zmerili takole, da bomo pač, ko bomo gledali neko sliko naših izmerenih podatkov, videli eno takolo špičko, recimo nekje tukaj, se pravi, to poznamo
kot rečeno, tukaj imamo pa nekaj novega. In kot vidite, tisti črni pikce, ki so bili prej dejansko izmerjeni podatki, so lepo tukaj, žal tukaj ni nič. Ampak dejstvo je, da pač to so rezultati, ob tem, da predpostavljamo se, da črne luknje razpadajo na različne delčke. Se pravi, dejansko bolj poznamo teorijo, da črne luknje razpadajo, to tudi se ujema z vsem tem, kar merijo v kozmologiji, kako bojo nastali. In, ne vem, če ste bili ozaveščeni o tem, mi smo bili žal, nas so celo tožili na Havajih, da bomo pač uničili zemljo s tem, ko bomo pržgali veliki hadronski trkalnik leta 2008, ker bomo naredili črno luknjo. Tlo zbrskal sem grafično dokumentacijo iz tistega časa, ki so jo naredili v ta namen, ne krožila po spletu. To je CERN, Želevsko jezero, in tako bo šla zemlja počasa, spet vizualna umetnost. To se je res zgodilo? Ne. Sej, pravilen znanstveni pristop je, da enkrat ljudem razložite, ne bo se to zgodilo. Na neki stopni seveda ne morajo verjeti, ker pač stvar je dovolj matematike od zadaj, zakaj in kako, ampak mislim, kar se meni tiče, je argument, a so znanstveniki dovolj nori, da bojo naredili črno luknjo. To je spet nekaj, kar je bolj stvar znanstvene fantastike. Tako kot vsi ostali umetniki, imamo družine, pa pač bližnje, pa tako dalje. Verjete ne bi radi, oziroma ne pozabimo na njih, kako smo obsedeni z znanostjo in pač bomo se z zlobnim smehom pač poslovili od tega sveta. Zdaj, tako še kot zanimivost, to je en slajd, ki sem ga sunil enemu sodelavcu, kaj bomo pravzaprav odkrili? On je dal spisek raznih teh eksperimentov, pospeševalnikov po svetu, od leta 60 naprej, zakaj so bili zgrajeni, pa kaj so pa dejansko odkrili. Zdaj, se ni treba, da razumete, kaj se zares dogaja, ampak lahko pa vidite, da vsi veliki eksperimenti so bili zgrajeni v drug namen, kot to, kar so pol našli. Kar je fantastično. Lahko rečete, nikoli ne veste, kaj bomo našli, seveda, ampak pač to je en proces. Tale, recimo, je mogoče malce bližnji, Hubble Space Telescope, s katerim slikajo galaksije in tako dalje, bil v resnici namenjen temu, da bojo merili, koliko ga inštel, število in obliko in tako dalje galaksij po vesolju, ampak potem se je najdel pa nekdo z norim prebliskom in uspel te podatke uporabiti zato, da smo ugotovili, koliko je naše vesolje ukrivljeno, se pravi, koliko hitro se šira, pa lonček, pri svojem razvoju. Se pravi, take stvari počnemo. Še eno zanimivo sem našel, v lanskem letu sta pač hodila naokoli Arnold Hodalič pa Katja Pilc in potem objavila letos knjigo, hodila pač sta po vseh živnih odsekih in naredila dejansko krasne fotografije naše znanosti. Se pravi, tole recimo je reaktor v Podgorici. Tole, kar vidite, je radioaktivnost. To, kar vidite, čudovito plavo svetlobo, je nekaj, kar se mi je Čerenkov pojavil, kar nikomor ne naredi nič hudega. Ampak to je direktni pogled v reaktor, zgleda pa čudovito. Pa potem imajo, tukaj sem probal, ne vem, če mi bo uspelo. Naj pa še ene pa takih fotografije, se pravi, lahko jih najdete na spletu ali pa pač v raznih virih, kot je tale knjiga. Se pravi, krasne fotografije so uspeli narediti iz tega. Zdaj, da nekako zaključim, poskušam vsaj malo pozabavati, da nisem preveč sukoparen, pa pokazati, kaj počnemo, da smo skozi v resnici počnemo nenavadne stvari, srečujemo se s problemi, radimo nove ideje, nimamo urnika, moramo biti blazno motivirani, da se vse dogaja, ampak seveda po drugi strani imamo pa ravno tako težave, tako kot recimo umetniki z percepcijo javnosti. Se pravi, če je javnost pozitivna do nas, potem znanstveniki ustvarjamo uporabne, umetniki pa recimo lepe stvari. Če je javnost
iz kakšnega razloga bolj neprijazna do nas, ne, pa mi kontempliramo lasten popek, pa pač počnemo popolnoma neuporabne stvari, ki niso komercialno zanimive, ne bo nek rampne lopata iz tega, kar počnemo, ne, po drugi strani pa vi počnete, ne, kot umetnike čist brezvezne, grde stvari, ki jih noben v resnici ne rab, ne, in tako dalje. Ne. Za eni in za drugi nas je težko, mislim, in moramo poudarjati ljudem, da ja, mi to res radi počnemo, ne, to nam je nekako poklic v tem smislu, da nas stvar zanima, da nas privlači in tako dalje, ampak vsi tudi radi jemo, ne, imamo družine, imamo normalno življenje, se pravi, ne, vse to skupaj pač mora nekako funkcionirati, ne, da pričakovati ene ali pa druge, da bodo živeli od zraka, sem zaradi tega driva je, ne, seveda nekaj, kar bi bilo krasno, ampak ni res, ne, in s tem se pač vedno spopadamo. In seveda, ok, ne, zdaj odvisno od splošne klime je pač, ne, koliko si pozitivno motiviran, ampak v principu, ne, se vidi in mogoče je vredno, mislim, da je vredno to poudariti, ne, da na vse zadnje pri nas si lahko motiviran, ne, se pravi, gre, ne, si lahko kreativen, ne, lahko si tudi iz Slovenije mednarodno sodeluješ z ljudmi, ustvarjaš in tako dalje, ne, da pač poudarim, za fisko imamo in našo fakulteto, ne, in inštitutu Štefan in tako dalje, ne, tukaj pač gre za to, da če mi ne bomo ponosni na to, kar imamo, ne, potem nihče ne bo, ne, in če se moramo pač boriti mi za nekaj, ne, tako kot se vi za vsa ta vaša združenja, ne, se tudi mi pač za naša in to je pač nekako naša osnovna motivacija. Se pravi, je pa treba imeti voljo in ustrajnost, včasih je lažje, včasih je težje, ne, ampak nekako seveda se ustrajati večinoma da. Ne. In to je približno to, kar sem pač nekako odoživljal. Imamo nekaj par zapretenih vprašanj. Bom jaz začel preostali. Ne mi rekel, res tak glasen. Jaz vedno, mislim, povej mi, kaj je prej, znanstvena fantastika ali črna luknja, ki jo z matematiko je? Good point. Včasih eno, včasih drugo. Mislim, meni je najbolj sezul osebno niti ne nek modern avtor tipa, ne vem, Gibson ali pa kaj podobno, ampak Jules Verne. On je omenil vse od elektrike do radioaktivnosti do ne vem česa, davno predno smo to naredili. Pač, ko je imel 20,000 mil pod morjem, skrivnostni otok, je imel tam pač podmornico kapitana Nima takrat, pač podmornica v tistem času je obstajala, tako da je nekdo zajel zrak, pa so ga pač vsod zabili, pa se spravili nekam dol, on je pa govoril o snoveh, ki jih uporabljajo za pogon, kot kovine, pa svetloba iz neznanih virov, skratka, kar je bilo davno pred tem. Recimo, kaj ste, Neil Stevenson, ne vem, če ga poznate, tudi eden od teh odličnih avtorjev v bistvu fantastike, znanstvene, take in drugačne, napisal nekaj kultnih knjig in sicer je imel eno od njegovih knjig, se imenuje Rimdi, ne vem, ste brali, niste, zanimivo branje v tem smislu, da on v tisti knjigi je celoten zaplet ta, da imate enega dejansko ultra kreativca, ki ima idejo in naredi velikansko spletno igro, kjer pač se bojujete, gradite mesta in tako dalje, kar je bilo malo pred tem, to manijo vsega današnjega dela, ampak the funny part je pa ta, da se skozi tisto igro izkaže, da imajo nek bug in da ti lahko zapakirajo, zakodirajo podatke na tvojem računalniku in potem skozi to igro moraš pač nekomu plačati odkupnino. Se pravi, to, kar imamo danes ransomware. Jaz sem precej prepričan, da so ti, ki so ga uvedli, prebrali to knjigo, ker to je bilo 5 let, preden se je to začelo. In podobno je tudi znanostjo. Zdaj, določene zadeve, kot so elektrika, so bili nekaj, kar so predvidevali, recimo nečesa tazga, kot je internet, niso. Zanimivo, imeli so v mislih računalnike, s katerimi se boš pogovarjal, ne pa, da boš ti imel dostop do kakršnekoli informacije, kjerkoli, kadarkoli in tako dalje.
Ampak vsekakor nas znanstvena fantastika motivira. Ne? Jaz mislim, da pač večinoma smo znanstveniki taki, da to radi beremo. Ker tudi ideje, včasih gre tudi kdo potem od znanstvenikov pisati znanstveno fantastiko, Heinlein je bil že tak. In tako dalje, bolj manj uspešno. Tako kot vsi verjeten, pač, ne vem, jaz sem prvo razumel, umetniki in znanstveniki so si v bistvu zelo podobni, pač, zdaj, ali je, ne vem, pri znanstvenem delu, glede na to, kakor ga jaz gledam, pač, pač fazi, kako se lahko zračunaš, mislim, nekako moraš dokazati, da si kao znanstvenik. Ampak, da pa dobiš preblisk, da greš pa nekam drugam, kar se mogoče v danem trenutku ne da rešiti, je pa zelo podoben umetnik, on tudi mora biti nekaj, da pač gre kam, gre to drugo, to tako, ali je to... to je, mislim, kar se meni tiče, je to čisto tako, Mislim, ni tist, da se nekdo sede pa začne računati po nekem mesecu kasneje, da bi je enako 5, recimo, pa 42, V resnici je to tako, da nekdo reče, mislim, vse si znotraj tega, ampak enkrat dobiš pa rečeš, kaj pa to? In pač, kot bi fotograf rekel, ki je zdaj fotoaparat, ti pržgeš računalnik, pa začneš programirati, pa tiste podatke procesirati, pa vsa ta orodje vžgeš. Ampak tisti je res orodje. Vse, kar je poanta, je, da ti nekaj uspeš videti, kar nekdo drug ne, ali pa vidiš drugač, ali pa vidiš nekaj novega. In to je res čist kreativni moment, ki ga po moje čist delimo. Sem da pač, eni to fisko tudi fiskamo, ogromen, zavrsti, vi pa nekaj drugega. Kaj pa te, tak znanstveni odgovor, kako se borite vi proti, ne vem, a več, nisi motiviran, ni zgorelost, to, ko vsi doživljamo pač umetniki takšni in drugačni, ker pač si skozi v to vplet. Kako, ne vem, kakšen je znanstveni pristop, da rataš motiviran in da nisi zgorel ali kar takega? A več, kako to vodičati? Tukaj ni znanstvenega pristopa. Tukaj je čisto isto, kot vsi ostali. Tudi pri nas imamo probleme z tem, da ti gre motivacija gor in dol, neodvisnosti od vpliva pozitivnega okolja, denarja, služb, priložnosti, da če preveč delaš, veliko, vsaj določeno obdobja ne dela preveč, potem malo zgoriš, pa rabiš čas. Ampak zaradi tega je pomembno, da ostaneš, mislim, da ostaneš povezan z družbo. Za znanstvenike je to še bolj kot za vas umetnike. Vsi smo malo outsideri, ampak ne smeš sedeti sam. CERN je zato odličen test, ker si v družbi. Ne moreš biti zaprt v neko pisarno, kjer se te bodo končno strgali, ampak pač moraš delati v eni skupini in potem so čisto običajni človeški stiki te, da pač nekomu, kar reče, da ima vsega dost, pač malo svetuješ in obratno, da pač se malo motiviraš in tako dalje. Znanstvena motivacija za delo se lahko sumira v besedo priden. Če ti nekdo reče, to si pa res dobro naredil, je to, kar te motivira. Tako, kar prvaš, če nekdo reče, wow, je to verjetno ta glavna motivacija. Ampak, vas je 12,000. Zdaj imam pa jaz idejo, da je 5 plus 5, 42. Kako zdaj pripričati 12,000 ljudi, da bo, da imam pa jaz svoj preblisk, da jaz bil pa drugače, zdaj pa je tako. Kako 12,000 ljudem rečeš, zdaj te šli pa malo po moje, ker to bo 42 let, to je več. Ja, tukaj sta dva elementa. En je, da tukaj je dobra stran matematike, teh znanstvenih postopkov, da če imaš tako idejo, da jo znaš podkrepiti. Se pravi, ti moraš znati pokazati, da bi 5 plus 42 lahko bilo 3, vsaj v določenem primeru. Pač ti lahko preveriš toliko, pravijo, znanstvena teorija pravi, da ti lahko neko hipotezo falsificiraš, se pravi, lahko pokažeš, da je nekaj narobe, ne možeš pa verificirati, ne možeš pokazati, da je prav. Se pravi, če ti vsaj lahko pokažeš, da ni narobe, se pravi, da je možno, je to prvi korak. Druga komponenta je, da moraš nekako ljudi navdušiti nad tem. Kar je pa
tudi spet del tega, da ti znaš stvari pokazati, pa prikazati, pa razložiti, pa motivirati. Ne? In to pač najrazličnejše ljudi na vse zadnje. Okay, tukaj v tej znanstveni skupnosti ti moraš recimo neko funding agency pripričati, da je to cool ideja. Ne? In to je pač to drug del, se pravi, nekaj moraš imeti od tega, da ti moraš znati stvar razložiti in motivirati druge. Ne? Sploh, če delaš takole v skupinah, velikih je to pomemben. Ampak se da, znanstveniki smo, če kaj, smo v principu odprte glave, v tem smislu, da moramo biti dovzetni za druge ideje. Ne? Zdaj, lahko da ti nekaj slišiš, pa rečeš, moja je boljša, ne? Ampak če si dostojen znanstvenik, uspeš tudi nekomu drugemu priznati, da ima prav. Ne? Tako kot verjetno umetnik gotovo hoče, da je njegov najboljš, ampak moraš biti pa res čuden, da ne rečeš pa kolegu, to, kar sta ti naredili, pa tudi cool, ne samo moje. Se pravi, v tem smislu, pač gre za to, da imaš pač debato podkrepljeno za čemarkoli in pač ljudi prepričuješ. Znanstvenike laži, kot klijente. Kako pa v bistvu znanstveniki gledate na Flat Earth Society, pa na chemtraile, pa vse te variante, oziroma drugačnost, sprejemanje drugačnosti? Mislim, eno je drugačno, če ti rečeš, blazen bi bilo zabavno živeti na ravni zemlji, ne? Prečetov, Discworld in tako dalje, pač spet en fantasy. Rečeš, v redu, cool, če me zabava, to prav. Ne? Problem je, ker stvar postane škodljiva, v tem smislu, da rečejo, zdaj pa, bomo nehali podpirati znanstvene raziskave, zato ker nam lažejo, otroke bomo nehali cepati in podobne stvari. Mislim, čist indiskriminatorno. Prav je, da dvomaš. Ti lahko rečeš, meni se pa zdi, da je zemlja ravna lek, če jaz položim ta list papirja na tla. Prepričam. In sej znamo. Ta glavni problem teh flat eartherjev je, da se jih ne da prepričati, da so neprepričljivi, da nočejo poslušati. Kar je osnova tega znanstvenega diskurza. Jaz prepričujem tebe, ti prepričuješ mene, ampak vse poslušati moraš. Oni pa, problem takih skupnosti je pa, da nočejo nič slišati. Vse je prav, da rečeš, naprimer, je zemlja ravna, ali ima ta fiziska sploh smisel, smo bili res bili na Luni, ampak jaz temu nič ne verjamem, ampak smišljen je pa, da govoriš po internetu in potem po YouTubeu širiš, pa Facebooku širiš svoje informacije, ki deluje pa na vseh fizikalnih principih, od elektrike do polprevodnikov, računalnikih, do vseh teh zadev, ki temeljijo na isti osnovi, ampak to mirno uporabljaš, medtem ko za ostalo pa pač rečeš, da ne. Mislim, kar osebno se meni zdi isto kot cepljenje, se je prav, da rečeš, a nas lahko prepričate, da je tukaj varno, ker imamo določene skrbi, ampak po drugi strani, da otroka stlačeš poljubno tableto, kot zdravnik reče, da ima otrok vročino in to mu bo zbil vročino, kar je seveda smiselno, rečeš pa ne bom ga pa cepil, je noro, isti zdravnik je. Eno zdravilo si dobil v tableti, drugo pa v injekciji. Pač pusti se prepričati, ampak bodi skeptičen, ampak ne noro. Mislim pač, sej, če mora obstajati dober znanstveni argument in mi se, seveda, če hočejo ljudje poslušati, je naša osnovna predispozicija, da jim poskušamo razložiti. Pozabil sem mislil zbrskati ven spletno stran, ki je CERN postavil, ko so ven prišli angeli in demoni. Ne vem, če ste gledali film ali brali knjigo, tam se začne zgodba o tem, da imate neko zoologinjo v CERNu, kjer naredijo antimaterijo, v litrih, in potem eno flašo sunejo in potem je to grozen in nevaren in kaj vse. Zdaj, in potem je CERN moral, ker je bilo toliko tih vprašanj, in naredil prav posebno spletno stran. Sprav, ko si prišel na CERNovo spletno stran, si dobil vprašanje in odgovore. V smislu tega, a imate zoologijo v CERNu? Ne. A imate res steklene stavbe, predstavljamo kot čudovite palače z marmorjem in steklom, da se razumemo, CERN zgleda kot industrijska cona Šiška. Ker pač so laboratoriji, ko stvari šraufate, če za kaj ne boste porabili denarja za pisarne, verjemite mi. In odgovor je pač, pogledajte, slika je taka, tako to zgleda. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. A imate res X-33 nadzvočno letalo? Ne. A ustvarjate antimaterijo? In tukaj se da več razložiti. V smislu tega, pogledajte, toliko pa toliko energije, antimaterijo ustvarjamo tako po par delcev.
zato rabite toliko energije, ne, da ste dobili kilograme, ki bi jih nalili v flašo, ne, je drug problem. Jaz sem kolege poslušal, ki so prišli, ne, iz Hollywooda, prišli so iz Hollywooda snemati tole, en del teh Angelov in demonov dejansko v CERN, in to na Atlas. In en del posnetkov je pravi, ne, predvsem potem so cel pospeševalnika, ki gre v resnico, koliko so tako zavili v eno flašo. Ne. In zdaj, ker so pač to snimali dejansko na detektorju, je moral biti nekaj naših ljudi zraven, ne, pri temu načovu, pač iz varnostnih in takih razlogov. In seveda vsakič, ko so imeli teh nekaj začetnih posnetkov, kjer je bila ta debata o tej antimateriji, Tom Hanks, pa ne vem še kdo je debatiral, so tisti naši trije, fiziki, ki so bili zraven praseni v smeh. In to se je zgodilo že ene 5-krat. Ne. In potem je pač prišel režiser, da njih je rekel, prosim, ne, lejte, to je hollywoodska produkcija, ne, a lahko. In potem se je rekel, da so rekel, obljubili, da zdaj pa res. In potem so bili modro-vijolični, ampak so bili pa polnoma tiho in potem jih je pa Tom Hanks prasnil smeha. Tako da potem šele po iteracijah se je to potem dejansko zgodilo. Se pravi, tudi s takimi, ampak ideja je ta, z veseljem pomagamo, z veseljem razložimo, mirno se potrudimo, da pač približamo vso stvar ljudem. Lik zaradi tega, da naj imeli te predispozicije, oni počnejo nekaj čudnega, ful so pametni, ampak kaj pa, če naskoči vse uničati, mogoče so pa čist nori, ne. Ja, bomo naredili črno luknjo, ne. Kaj misliš, da bo naslednje veliko odkritje, ki ga bomo tudi normalni smrtniki razumeli? Kaj misliš, da bo zdaj naslednja stvar, v 5 letih, recimo, da bo neka stvar se zgodila, ki bo... Aha, eno od teh norih teorij, tukaj je celo, mislim norih, ne, kje sem jih imel. To, ne. Se pravi, mi vemo, da ta temna snov obstaja, ne, in mislimo, da bomo to temno snov znali razložiti, da je to nekaj od tega. Se pravi, od vseh teh norih teorij, mislim, norih v tem smislu, da so far-fetched, nismo jih še uspeli potrditi, supersimetrija za 40 let iščemo, tam božji del smo 50 let, vrbil od teorije do tega. Ampak tole bomo najverjetneje razložili, se pravi, tole temno snov, kaj je, kaj je ta nevidna snov, ki kroži po vesolju, odkot to pride. Se pravi, našli bomo neko novo teorijo. Ampak to je recimo prva snov, prva stvar, ampak seveda bomo videli, to je nekaj, kar zgleda nadobudno, ampak v znanosti smo mi ne zaradi tega, da pač bomo prišli do naslednjega plačilnega listka, ampak zato, da pač upamo, da bomo nekaj res novega odkrili. Dejansko, to je resna želja in motivacija. Tako da, kdo ve, meni bi bilo super, če bi najdel antigravitacijo, ekstra dimenzije, time travel. Take zadeve, mislim, kdo ve, mislim, ideja je ta življenje. Tega še nimate v celju, zdela kaj, nikomu ne, sej, vprašanje, kaj se od tega da, ampak to je vse že v znanstveni fantastiki in vesolje bo bistveno bolj zabavno, če bo to obstajalo. Kaj je možno? Ok, take zadeve so možne, zdaj kako in kdaj, bomo pa še videli. To sem nekaj sva vprašati, recimo, kakšna je razlika med temi 4%, kjer v bistvu so zadeve vam bolj jasne, in med temi ostalimi procenti, ki vam niso toliko jasni. Skratka, tam raziskuješ nekaj, kar, če temu rečemo, kar veš, da ne veš, tukaj pa ne veš, da ne veš. Nimaš niti simulacije, niti v bistvu teorije, kaj iščeš. Kako bolj k temu pristopiš? Tako da dobiš idejo in s tem teorijo in simulacijo. To je prvi korak. Tam vidim, zdaj so že neke teorije. Ja. Namreč, hec je v tem, včasih najprej nekaj zmerimo, kar se ne ujema s tem, kar poznamo, pa potem iščemo razlago. To je tipičen primer tega, je bila ta temna snov, tale novi del. To je prišlo iz, v laboratoriju smo mislili, da ustvarjamo pač večino delcev, ki so okoli nas, ali ki so bili kadarkoli okoli nastanka vesolja že tu. Potem se pa izkaže iz tega, kako se galaksije vrtijo, kar so uspeli zmeriti s temi novimi teleskopi, recimo, pa koliko jih je, pa kako se vesolje širi, da očitno obstajajo še tako delci snov, sile,
ki jih mi ne razumemo, ki jih še nismo videli. Ne? In potem je prvi korak, da dobiš idejo, lahko bi bilo pa to, lahko pa to s tem razložim. Ne? In potem greš primerjati ideal z realnostjo. Druga opcija, ki se pa tudi dogaja, je pa, da imaš eno morje teorij, pa potem iščeš, to po določenih drugih raziskavah, imaš pa ti morje teorij, ki ti bodo nadgradile, to pa iščeš, a boš neko tako novo špičko videl v podatkih. Se pravi, včasih eno, včasih je drugo. Ampak v vsakem primeru vedno se zgodi, da imaš idejo, pa vizijo, pa možnost, pa potem to primerjaš z tem, kar dejansko vidiš. Tako da, tega imamo zdaj pač, kot rečeno, bolj ali manj far-fetched teorije, ki pač vse tole razlagajo. Mislim, že od začetka vedel, da si bil majhen prost, pred faksa, pa ne vedel, da si talentiran za to, da si želel nekaj takega delati na CERN-u, ne vem, takrat se je to že malo razvijalo, takoli, ne? Ali je to sklep, mislim, neka naključja, ali pač, ali že si dal vizijo v glavo, ali to pač delati v življenju, to je to, da tjamo pač nekaj potko, kar je, ali je to pač slučajno? V principu je bilo precej tako, mislim, pač vsa ta fizika me od nekaj zanimala. In, pač tako kot pač vsak najde nekaj stvari, ki ga pač zanimajo bolj, nekatere manj. Pa s časom vidiš, zakaj si dober, pa zakaj nisi tako dober. In potem se pač izkaže, da za nekatere stvari misliš, da si ful dober, pa mogoče nisi toliko, recimo še vedno so malo slabe bolje zaradi fotografiranja. Ampak res menda nimam talenta, pač na sliki so vsi potrebni nastopajoči, robovi so prav, ampak to ni to, če moja žena primeristi fotoaparat pa naredi to, je pa cool, pač ne razumem, ampak priznam, da obstaja. In medtem zatisko je pač nekako šlo. In mi je nekako ležala in sporišo pač veselja, neke kompulzivne mošnje in dovolj ustrajnosti in tako dalje sem pač nekako končal tukaj. Održal si se tega, kar ti je res šlo. Ja, imel sem to srečo, da pač ni bilo tistega, moraš iti v službo, ki bo, v smislu tega, pač ne bo šel na fisko, ampak bo šel na, elektro, zato da bomo, tega pritiska ni bilo, pa pač tudi potem nekako se vse je šlo toliko, da pač ni bilo, zdaj pa moraš vsake tok časa si že slišal, kdaj boš nehal zdaj početi to in se začel s čem resnim ukvarjati, kar verjetno vi tudi poznate, ampak nekako je šlo, Če kdo kaj? En tak kronski dokaz, da se da, hvala lepa, ko si prišel. Pa nisem razumel, da je da. Ideja je nas prestrašen. Ne, sam pač, meni so vedno taki kronski dokazi, kaj se v Sloveniji se da, kaj hodi pot šlo. Svetovni znanstveni koncerno, zgodovane, si ga pomagi. Mislim, pa več, kaj vse mi imamo v sebi, so se dodatno, pač nekaj ne, zato se počne. Hvala lepa, hvala.